se Petru Kauzerju, nova zmaga, prva zmaga v tej sezoni, kako človek dviga svojo formo. Peter, enostavno za začetek kapo dol, užitek, da se je bilo gledati. Ja, tudi jaz sem užival, vedel sem, da lahko še nekaj pridobim na času iz svojega polfinala. Sicer sem začel bolj, ne vem, vmes mi je malo ritmo zastavil, ampak sem se pol zboril do konca in v bistvu zadnji del proge od Niagara naprej res odpeljal suvereno. In v bistvu mi je na koncu uspelo za samo 4 stotinke premagati Borisa Nevija. Tako da, ja, jaz sem zelo vesel, pač tukaj sem dosegel svojo prvo zmago v karieri na svetovnih pokalih in zdaj je to moja 10. jubilejna zmaga in lepo je, da sem to tukaj osvojil. Peter, zaključni aplavz je bil v cilju, ampak že vmes, ko ste naredili izredno pirueto pri enih izmed protitočnih vratic, se je dalo nekako slutiti, da boste pa najhitrejši v cilju. Mislim, slutiti se ni dalo, ampak tisto, ko sem slišal, ko so gledalci na obali začeli vriskati, ko sem tisto vrace res dobro odpeljal, tam je mogoče Jerži Mečkan zgubil proti meni, dober pol je še na koncu dotik naredil. Ampak sem še tiste dodatno energijo dobil dol, da se potrgam do cilja in da ohranim fokus do ciljne linije in na koncu mi je, tako sem že rekel, uspelo za 4 stotinke in sem izredno vesel. Znova ste tudi na zmagovalnem odru, ko pogledamo skupni seštevek, vam to dejansko v tej sezoni kaj pomeni? Glede na začetek sezone, pa zdaj glede na nadaljevanje sezone sem zelo vesel, pač nisem sploh razmišljal o skupnem seštevku, ker sem bil preveč nazaj, ampak isto je bilo to leta 2015, ko sem po slabem začetku pol v bistvu v izdihljajih svetovnega pokala iztisnil največ iz sebi in na koncu prišlo do skupne zmage. In zdaj danes je še tudi tako išlo, da v bistvu, ko smo videli, kjer je v finalu, smo se glih z Iržijom pred finalom na štartu pogovarjali, da je borba med nama, kjer bo tretji v skupnem seštevku. In na koncu pač je meni uspelo, ampak ne, meni je lušno, da se takole v bistvu hecamo, spoštujemo en drugega in pač pokažemo na progi, kdo je boljši. In take tekmovalce je sam za spoštovati in je zelo vesel in še vztrajamo. Včeraj so deževale čestitke, tudi danes bodo zanimivo, kako so si dnevi različni. Včeraj ste dejali, imam tako malce trde roke, danes pa zares ste bili pravi takšni, kot vas imamo radi, ne? Ja, spočil sem se včeraj sem se dejansko res počutil 34 let starega. Danes sem se pa počutil kar dosti mlajega, tako da že zjutraj sem se zbudil, pa sem šel na ogrevanje. Sem vedel, da če ohranim ta fokus čez cel dan, da se znam boriti za zmago in na koncu to dokazal in sem izredno vesel. Leta niso ovira? Ne, nikoli. Peter, še tole, kaj vam to dejansko pomeni v luči zaključka sezone, ko bo treba še na drugo stran Pirenejev? Ja, zelo samozavestno bom šel tja, zelo tako, na nek način sproščen, ampak sfokusiran do svetovnega prvenstva. Vemo, da to je glavna tekma sezone in pač te rezultati, vsaj jaz mislim, da me niso zavedli in da so mi dali samo eno potrditev, da bi mi lahko samozavestno na štart na svetovnem prvenstvu. Še tole, končno ste imeli družbo v finalu, Žan se vam je pridružil prvič v karieri, prvič v sezoni. Ja, jaz sem zelo vesel, pač, da mu je ratal tudi Žanu prijeti enkrat v finale, pač škoda, Martin je imel malo smole dol, je zlomil vesel, ampak ne, Žan je v bistvu bil edin še vprašljiv glede svetovnega prvenstva in mislim, da se je tu na najlepši možen način si je priboril vozovnico za svetovno prvenstvo in s tem finalom, svojim prvim finalom in jaz mu sam čestitam za to.